vsak drugi četrtek v letu, v mesecu marca je namenjen svetovnemu dnevu ledvic, je planiran kot svetovni dan ledvic. Letošnji dan je posvečen debelosti in ledvicam. Debelih ljudi je vedno več, približno 20% populacije je debele z povišanim indeksom telesne mase in sama debelost je tudi v bistvu dejavnik tveganja za ledvično bolezen, zraven vseh ostalih dejavnikov. Debeli ljudje imajo predvsem zelo povišano tveganje za visok krvni tlak in sladkorno bolezen, ki pa v bistvu potem tudi skupaj vse ti trije povzročijo, da pacient lahko trpi tudi poslabšanje ledvične funkcije v sklopu vseh teh treh bolezni. Namenjen je dan predvsem preventivi, ne? Ja. Predvsem preventivi, še bo profesor Belc kaj povedal. Današnji dan se seveda vsi, ki se ukvarjamo s tem aktivno ali pa to bolezen imamo, želimo posvetiti preventivi. Preventivi zato, ker ledvična bolezen sama po sebi, ko začne svojo pot, je tiha, nema, ne vemo, da jo imamo. Profesor Rekat je že izpostavil dejavnike tveganja, kot rečemo, imamo visok tlak, imamo povišen holesterol, imamo več maščobe, kot je morda potrebno, preveč kadimo, preveč alkohola zaužijemo. Skratka, vsi dejavniki, ki jih ljudje dobro že poznamo danes, so tisti, ki privedejo lahko tudi do slabšanja ledvične funkcije. Kot že rečeno, ledvična funkcija sama po sebi ne kaže znakov, dokler je le blago poškodovana ali okrnjena. Zato je ta dan priložnost za to našo sredino, to našo regijo, da se skupnimi močmi, kot vidite tukaj prisotni z bolniki, z vodji enih organizacij, ki se ukvarjajo samo boleznijo in seveda nas strokovnjakov, ki vsak dan delujemo z našimi bolniki v smislu reševanja ledvične bolezni, da povemo, kako pa jo lahko spoznamo, še predno je ta tako huda, da je potrebovala kakšno zelo resno, bog ne daj, direktno hospitalizacijo ali pozneje že kar dializo. In današnji dan je tako namenjen, da naredimo neke točke, se razpostavijo ene informativne enote, ki jih sestavljajo običajno sestre, malo obisk zdravnika, pa seveda bolniki in aktivisti, prostovoljci, ki želijo povedati širši javnosti, da se ledvična bolezen lahko tudi odkrije, še preden jo občutimo. Enostavno poskušamo motivirati vse obiskovalce današnjega dne v Kliničnem centru Maribor in zunaj, kar bodo potem za malo še povedali kje in kako, da pridejo, se z nami pogovorijo in se seznanijo z dejavniki tveganja, torej kaj je to povišan krvni tlak, kaj je to povišan holesterol, koliko lahko imamo sladkorja v krvi, koliko je dobro imeti okoli pasu po domače špeha in kaj vse to pomeni za našo ledvico. In tukaj naredimo danes, kot rečemo, pro bono, nekaj več, vprašamo, če želijo oddati svoj vzorec urina, naši prostovoljci, ki pridejo torej ljudje iz ceste, ta urin potem naš laboratorij prijazno analizira, rezultate da do mene, jaz jih pogledam in vse tiste, kjer najdemo morebiti kakšno spremembo v urinu, v tem primeru iščemo beljakovine, ker če jih je preveč, je to lahko prvi in edini znak nastopa ledvične bolezni. Takrat torej jaz obvestim, skupaj s pomočjo ekipe, administracije, tiste, ki so bili pri nas danes na točki, da naj se še enkrat zglasijo pri izbranem zdravniku in preverijo, koliko je resnice na teh stvarih. Zakaj? Kajti, kljub temu, da govorimo zelo jasno, urin razkrije bolezen, en sam urin ni dovolj. Tako danes je morda prva točka v življenju nekoga, ki ima, pa še ne ve, ledvično bolezen in seveda, kar je pomembno, v taki stopni, ko jo še ne čuti, jo lahko tudi aktivno in intenzivno zavremo ali celo pozdravimo, to težko rečemo pozdravimo, ali vsaj zazdravimo. To z moje strani preventivne. Mogoče bi zdaj bil trenutek, da predamo besedo nekomu, ki v društvu aktivno deluje. Preko Zveze društva ledvičnih bolnikov smo seznanjeni po vsej Sloveniji, da napravimo stojnice na različnih mestih, tako kot v Ljubljani, Celju, Mariboru. V Mariboru imamo stojnice v avli internega oddelka, v avli kirurgije, v Planetu Tuš in v Europarku v Mariboru.
Na stojnicah so medicinske sestre, študenti medicine, naši bolniki in pa tudi drugi dializni bolniki. Kakšen je odziv na v takšnih dnevih in koliko, recimo, ste na lanskem takem dnevu odkrili? Vsa leta, kaj smo aktivni, to je zdaj že vrsto let, koliko let, skoraj že 6-7-8 let tu nekje sodelujemo v tem svetovnem dnevu. Vsako leto je nekje rezultat podoben, uspemo motivirati ali ljudje so dovolj osveščeni, da pridejo na te točke nekje v količini 200 ljudi, se odzove, pride, si izmeri tlak, mu pomirimo krvni sladkor, se pogovorimo o teh dejavnikih tveganja. Letos kot novost, ker je poudarek na debelosti, tudi izmerimo obseg pasu, če dovolijo, in potem oddajo urin. Kot rečeno prej, urine potem analizira naš klinični center, laboratorij z diagnostiko in pošlje te izvide in nekje čez palec, bomo tako rekli, zadnja leta imamo 6-10% ljudi, ki imajo, rečemo temu, patološki urin, da torej najdemo nekaj urinov, kar nam ni všeč. Torej, to je veliko ali malo, gre pa direktno v statistiko ali bolje v prevalenco, kot rečemo, v število, ki je znano po svetu, torej vsak 10. občan sveta ima lahko tudi že kakšno izmed stopenj ledvične bolezni. Tako da mi Slovenci nismo tukaj nič zadaj, nič naprej, dejstvo pa je, da resnih rezultatov čez celo Slovenijo žal nimamo. Takšna akcija nam omogoča uvid v to, kaj je treba povedati, da to statistično je seveda zelo šibka raziskava, kajti to so tisti, ki imajo motivacijo in pridejo, dostikrat so to že bolniki, ki vedo, da imajo težavo, pa si samo še danes kontrolirajo. Ne glede na vse, še enkrat okoli 200 imamo teh vzorcev letno, tukaj v Mariboru, in potem od teh 200 vzorcev je recimo 6-10 jih je recimo patoloških. Korelacija obstaja, definitivno. Ja, debelost sama po sebi obremenjuje vse organe v telesu, od srca do absolutno tudi ledvic. In posledica tega je obremenjenost teh organov. In ti organi potem so podvrženi večji stopnji tveganja za zaplete, predvsem na strani ledvice to kaže bodisi kot proteinurija, to, kar je že profesor Pevc omenil, da se poveča izločanje beljakovin z urinom, ki je normalno do 0,15 gramov dnevno. In seveda dolgoročno to škoduje ledvici kot organu in povzroči kronično popuščanje ledvic, torej kronično ledvično odpoved v končni fazi. Predvsem je tudi pomemben tlak, ker debeli ljudje, če bi shujšali, v bistvu niti ne bi rabili mnogi jemati zdravil. Samo če bi shujšali, bi bil ta tlak nižji in posledično bi tudi bila ledvična funkcija, se bi lahko boljše ohranila, torej ne bi se toliko slabšala, toliko hitro, ker vemo, da krvni tlak zvišan je zelo pomemben dejavnik za ledvično okvaro. Potem je tudi sladkorna bolezen, ker če si debel, imaš pogosto tudi diabetes, imaš pogosto sladkorno bolezen zvišan nevrednosti krvne sladkorja in posledično potrebuješ terapijo, inzulin, oralne antidiabetike in vse to bi lahko odpadlo, če bi ljudje bolj skrbeli za svojo telesno težo. Koliko pa letno zdravite bolnikov na vašem oddelku? Pri nas imamo trenutno 155 bolnikov, ki ima končno odpoved ledvic v Mariboru, v UKC Maribor. Od tega jih je večina na hemodializi oziroma hemodiafiltraciji, 135, 20 jih je na peritonalni dializi. In ti pacienti v bistvu mi jim podaljšujemo življenje in jim dajemo kvaliteto njihovemu življenju. Zagotovo tu imamo dva naša bolnika, ki sta, eden je transplantiran, drugi pa je na peritonalni dializi in bo tam mogoče tudi kaj ona dva povedala svojih izkušnja. Ja, 25,000 dializ letno naredimo. 25,000. In ta številka vsako leto malo poraste za nekaj procentov.
Hemodializni bolniki pridejo vsaki drugi dan, ponedeljek, sreda, petek ali torek, četrtek, sobota, po 4 ure večinoma, medtem ko bolniki na peritonealni dializi so pa doma in pridejo na kontrolo enkrat na 4 do 6 tednov. Je pa to trajno zdravljenje, doživljenjsko pri večini pacientov. Težave so se začele z sladkorno pred 30 letami nazaj. Potem je krvni tlak in na koncu odpoved življenjstva. Ste dovolj hitro odreagirali, v bistvu kako danes razmišljate, kako bi danes odreagirali, če bi se to? Drugače. Bi mogoče bolj poskrbel za zdravje. Torej niste pravočasno odreagirali? Mogoče. Kako živite danes? Kakšna je vaša kvaliteta življenja? Ne morem primerjati proti prej. Kako dolgo ste počakali na to? Z dializo 2 leti pa malo. Kaj je bil ta čas, ko ste čakali, v bistvu kako je, če nam lahko malo pišete? Kvaliteta življenja je bila s tem, da sem imel možnost, da še lahko živim, dobra, ne? Samo pač omejitve. Nisi smel, ne moreš neke jesti, težo moreš paziti, ne moreš iti, da bi lahko šel na neko potovanje, je težava. Kaj danes sporočate ljudem? Da pravočasno grejo na vse te kontrole, da se to vse prej uredijo, da ne prije do takih zapletov. No, tudi pri meni je bilo tam leta 99 že, ko so zdravniki mi svetovali, da pač moram malo poskrbeti glede diabetesa, pojavil se mi je diabetes, ampak jaz takrat v neki tisti mladosti, zagnanosti nisem kaj dosti pomišljal na bolezen, sem jo dal na stranski tir in to se mi je krepko maščevalo tam pred 9 leti, ko so se mi odprle noge zaradi diabetesa. No in pol, bom rekel, je šlo vse skupaj strmo navzdol. Pred lansko leto so me glede na možgansko kap prepeljali v mariborsko bolnišnico, kjer sem na koncu pristal na nefrološkem oddelku z odpovedjo ledvice in tako sem danes bolnik na peritonealni dializi, kar pomeni, da opravljam dializo doma. S tem sem časovno omejen, vsake 4 ure, ampak glede na to, da bi lahko bilo še slabše, je to zame kar en velik uspeh. To z veseljem opravljam in sedaj upam, da mi bo uspelo, da bo vse, da bo zdravje v redu, da bom prešel tudi na tole mehansko napravo, ki čez noč potem čisti, tako da si potem čez dan prost. In če bi še enkrat lahko zavrtel svoje življenje nazaj, bi verjetno krepko spremenil mišljenje in dejanja, ki sem jih naredil, postavil bi namreč zdravje na prvo mesto pa sebe, ne pa na drugo ali pa tretje. Presaditev ledvice v bistvu je ena izmed 3 možnosti zdravljenja končne odpovedi ledvic. Seveda starostne omejitve tukaj ni, je pa problem, da večina bolnikov je starejših, povprečna starost dializnih bolnikov v Sloveniji je 68, 69 let in mnogi pacienti niti nimajo možnosti za presaditev, ker so enostavno njihovi organi toliko aterosklerotični, da presaditev ni možno, predvsem zato problem srce pa medenične arterije.
Tako da bolniki, ki pa si želijo presaditve, pa izpeljemo pri nas vse preiskave v UKC Maribor, da potem pridejo na čakalno listo za presaditev ledvice. To pa ja, presaditev ledvice v Sloveniji je okrog tam med 50 pa 60 na leto. In zagotovo spremeni način življenja tem bolnikom, ki so bili pred dializmo odvisni. Ne rabijo več k nam hoditi, ne rabijo vsaki drugi dan se dializirati. Ja, kako ti rekel. Kvaliteta življenja je drugačna. 100%. Ja. Čakalna doba različna, 1 do 2 leti povprečju. Smo v transplantom, zdaj zadnjih 15 let, 17 let, da se popravim, leta 2000, tako da trenutno v Sloveniji okrog 700 pacientov, mogoče še celo več, nekaj več, ki ima predvsej eno ledvico. Pa 2000 vseh skupaj bolnikov, ki ima končno poved ledvic v Sloveniji, plus mogoče še celo nekaj zraven. Glede to, da ste rekli, da je to tiho, bo res oziroma ne, obstaja kakva ocena, kakva razmerje med tistimi, ki vedo, da imajo različne. Ja, to je isto, kar smo se do sedaj pogovarjali, kar ste dobili lep uvid, da se da kvaliteto izboljšati, ko enkrat imaš končno odpoved in potem priš na te 3 nadomestne oblike. In teh, ko smo rekli, vse skupaj je maksimalno v Sloveniji bolnikov 3000. Tisti, ki pa imajo stopnje, ki ne dosegajo končne ledvične bolezni, pa je 10% teh živečih v Sloveniji. Torej, če smo čisto odkriti, med nami zdaj biva 200 000 ljudi, ki ima eno izmed stopenj te naše bolezni, ki je, kot že rečeno, povezana z tlakom, sladkorjem, vsem. Kaj lahko naredimo? Ravno takšne akcije so tiste, da skušamo ljudi osvestiti, da morda imajo, pa to ne vedo, in v prvi fazi naredijo zase ravno na tej prevenciji, da zdravijo osnovne bolezni, ki privedejo do ledvične. Da ledvica sama po sebi nastane problem, je zelo redko. Torej 90% je takih, ki imajo prej eno drugo bolezen, v tem primeru tlak in sladkorno, pa niso dovolj pozorni, ko sta lepo naša dva povedala bolnika, da bi naredila verjetno več na tem nivoju, da bi zase bolj poskrbela, če bi se tega zavedala, kako to lahko potem, ko ravnotežje se poruši, v enem trenutku je zelo hitro do zadnje stopnje. Pa spet, pomembno je poudariti, da je teh bolnikov, seveda, za katere je zelo dobro, se skrbi v Sloveniji. Slovenija je referenčna država, ima odličen transplantacijski program, praktično smo lahko veseli, da resnično deluje to zelo, zelo dobro, z Ljubljano, z vsemi perifernimi centri. Še pomembne pa je reči, da tudi ambulantna dejavnost je zelo, zelo, zelo na udaru, ker moramo vseh teh, za katere vemo, 200 000 ljudi obrniti po domače, jih kontrolirati, jih spodbujati in Maribor, ki pokriva precejšnjo regijo, ambulanti na mesec pokriva najmanj 200 ljudi z eno izmed stopenj, in to ni zadnja stopnja ledvične bolezni, in tam delamo to prevencijo, ki je pa že skoraj da prepozna. To so današnji trenutki zelo, zelo, zelo pomembni za celostno populacijo, da se zave, da ta tiha bolezen je obvladljiva in da se jo lahko spozna. Zelo enostavno, z enim še enkrat apeliram, zelo bizarno se sliši, z enim sečom, torej se malo polulamo in pogledamo, kje smo. In ko vidimo, kje smo, smo lahko po eni strani mirni, da na tem nivoju ni težav, ali pa naredimo korak naprej. Aktivno pristopimo in poiščemo, kaj je tisto, kar nam je prineslo slab urin. Če se primerjamo, recimo, s drugimi evropskimi razvitimi državami, kako so? Slovensko zdravstvo je v odlični formi, kar se tiče, da za vsakega bolnika, ki je spoznan, da je bolan, se lahko res vse naredi. In to je nekaj, kar ni primerljivo z Evropo, ni primerljivo z svetom. Mi v bistvu, ko bolnika spoznamo, da bo potreboval eno, drugo, tretjo možnost ali vodenje na ambulanto, bo to dobil in to dobil maksimalno. Pomeni, da bo vsa zdravila, ki so trenutno v svetu na voljo, ne glede na njegov socialno-ekonomski status in ne glede na to, kolikšno je ozadje interes. Tukaj gre za v bistvu našo stroko, ki trenutno država, kljub temu, da slišimo drugačne informacije, da dovolj, da lahko za bolnike poskrbimo. Mi bi seveda želeli, da ne bi skrbeli za resne bolnike samo,
ampak da bi lahko več časa, energije in denarja namenili točno današnjemu dnevu. Pomeni, da bi ta dan bil morda enkrat na mesec, ampak kot veste vsi, vse to je povezano z denarjem. Kajti današnja kontrola 200 ljudi, ki pride z ceste, tudi nekaj stane. Nekdo mora to pogledati, nekdo mora to preveriti in če smo tukaj vsi izbrani prostovoljno v tej akciji popolnoma, so seveda neke stvari pa stanejo, elektrika, analizator, lističi in tako dalje. Torej tukaj je še rezerve. Druge pa mislim, da lahko se vsi strinjamo s tem, da Slovenija poskrbi za bolnike zelo, smo tudi, lahko se pohvalimo, referenčni centri v evropskem merilu in smo poznali tudi po svetu, da v bistvu nimamo bolnikov, ki jih ne bi imeli na dializi, če to potrebujejo.